Živijo in dobrodošli nazaj v podkastu Umetnost lenarjenja. Zelo sem vesel, da ste spet v moji družbi in danes v moji družbi tudi Ajda Rotar Urankar. Ajda je človek večjih nazivov, je mlada podjetnica, je grafična oblikovalka, mama, vplivnica, športnica. Predvsem pa je nekdo, ki je imel zelo, zelo živo in intenzivno izkušnjo z izgorelostjo in je to izkušnjo tudi zelo lepo in javno delil s svetom. To se mi zdi posebej dragoceno zato, ker ko na papirju prebereš zgodbo Ajde Rotar Urankar, se ti zdi, da je nekaj takega, kar se je dogajalo, se v bistvu ne bi moglo zgoditi. Ona se je nekako mlada zelo srečno zaljubila, 2 krasna otroka, ljubeč in podporen mož, kariera, ki je šla samo navzgor, svoje delo je imela rada. Potem pa se je v trenutku popolnoma zlomila in take zgodbe so dragocene, take zgodbe so pomembne pri razbijanju stigme duševnega zdravja in pri v podporo vsem tistim, ki so še na poti iskanja ravnovesja ali pa morda na neki poti, kjer niso pričakovali podobnih težav in se jih je začelo lotevati eno ali drugo od tesnobe, anksioznosti, nespečnosti ali celo izgorelosti same. No, nisva pa govorila samo o tem, z Ajdo imava kar nekaj takih področij, ki naj oba zanimajo, od knjig do starševstva, seveda me je zanimala njena pot grafične oblikovalke, študij v tujini, v glavnem en kup zanimivih uvidov, zgodbic, anekdot in se res veselim, da delim ta pogovor z vami. Danes pa bi se zelo lepo zahvalil tudi pokrovitelju. Moram vam reči, da če me spremljate, sem najbrž opazil, nimam veliko različnih pokroviteljev in jih zelo previdno izbiram, ampak ko so mi pisali iz firme Vitapur, se mi je zdela pa ta logika, da bo slovensko podjetje, ki se ukvarja z ležišči in izdelki za spanje, sponzoriralo podcast, ki se imenuje Umetnost lenarjenja. To se mi je zdelo fantastično. Tako da sem z veseljem sprejel njihovo krasno darilo, ležišče, ki je hitro postalo moje najljubše v celi hiši. Sem se poglobil v firmo, videl, da lahko skupaj delamo in vam bom spodaj tudi pustil link do njih. V veliko zahvalo, tudi bom vesel, če jih preverite, na ta način podprete mene, njih. Jaz sem nasploh navdušen nad slovenskimi zgodbami uspeha, če lahko tako rečem, pa tukaj celo vidim paralelo z mojo današnjo gostjo, ki je tudi nekako, kot boste slišali, naredila sama zelo veliko zgodbo in je tudi mlada podjetnica. No, Vitapur ima letos, ko to snemam, 20 let, skoraj sem hotel reči starejše podjetje od mene, kar seveda niti malo ne drži, ampak vseeno že zelo dolgo med nami. Ležišča, ki so primerna za otroke, hipoalergena, ne vsebujejo formaldehida, kar sem bral, da določeni jogi dejansko ga. To je stvar, ki ga jaz poznam samo iz anatomije, iz pouka, ker so v to namakali trupla. Tako da nekaj, kar nočeš imeti na svojem jogiju. Definitivno, v glavnem hvaležen, da so me našli in puščam spodaj link še do njih. Vse vas, ki pa me spremljate, najprej iskrena hvala, naročite se prosim na kanal. Če vas kaj navdušuje ali zmoti pri mojem delu, mi pišite, pustite komentar, vedno imam rad tako vljudno povratno informacijo. Sicer pa vam želim en krasen dan, krasen preostanek tedna, meseca in uživajte v pogovoru, pa seveda do naslednjič. Živijo, Ajda. Živjo. In dobrodošla, hvala ti. Ja, hvala tebi za povabilo. Ja, z veseljem in zdaj bom kar nekako, sem razmišljal, da malo preveč govorim o svojih podcastih, tako da bom rekel, če se lahko kar prosim sama predstaviš, kako se, če te kdo recimo prosi, opiši se v parih stavkih, kako bi začela. Ja, no in to je vedno ful težko. Saj zato sem pa rekel, da je ti dober izbor, ja. Ok, rečemo mamica, v prostem času športnica, po izobrazbi oblikovalka, pri poklicu pa podjetnica. Tako da vsega pomalo. Vse te istočnice, ki se jih hočem dotakniti. Ampak ta prosti čas športnica, to je bilo včasih bolj resno, če jaz prav vem, ne? Ali kako ste se z Davidom spoznala na treningu? Ja, jaz sem v bistvu pri 6-7 začela atletiko trenirati. Z namenom, da bo to nekaj resnega. Dolgo sem jo trenirala, resno, rezultatov pa ni bilo. Tako da, long story short, ja, včasih je bil to velik del moj life-a.
mislim, mojega lifea, zdaj pa tako bolj prosti čas. Pa to, no. Zato se mi zdi pri športu krasno, da če si kdaj imel tako resno, vsaj da si nekaj resno pristopil, a veš, tudi če ti ne ostanejo te vrhunski rezultati, pa neke tekme, ti ostane neka disciplina, pa ne vem, samoumevno ti je, da delaš to, da gibaš. Ne? Ja, lih to, ta disciplina, ki si omenil, meni se to zdi tako. Mislim, itak jo imam od nekdaj, zdaj ne vem, ali je to del karakterja, ampak tako tudi, ko pogledam frendice, pa frende, ki so iz športa, res je tako, se mogoče to pri vsaki stvari, ne? In tudi pri glasbeni šoli, veš, neki strašni glasbeniki, pa to, ki so, moraš tudi imeti neko disciplino že do zgodi, da če te starši ne forsirajo, ne, kar pač v mojem primeru ni bilo, až da se sam spraviš na trening, tudi ko si star 8, pa je dež, pa moraš sam iti tja, pa je tema, pa se ti ne da, vedno se ti ne da. Ne. Ampak veš, če nom šla, pač nek cilj imaš, ne, mislim, jaz sem ga imela, mislim, da če nom šla, pač bom toliko zaustala, da moram iti. Ne. To si dobro opisala zdaj, tako kot na pot, ko so starši opisovali do šole, a veš, kako si šla ti na glasbeno oziroma na trening v dežju sama po noči, peš, Ja. preko viharja. Top, ne res. Se mi zdi, da a veš, tako, od vseh nasvetov, ki lahko daš nekomu za neko življenje, je to redno miganje nekaj res lepega. Ampak če grem na začetek, študirala si v tujini, ne? V Veliki Britaniji. Kako je tam? A imajo hrane na bone? To je glavno Zdaj, vprašanje. če me vprašaš, Ja. je bilo ful dobro. Če me takrat vprašal, je bilo grozno na vseh področjih. Drago, hrana za nič, pogrešala sem Slovenijo, Davida, ki takrat so bili že skupaj. Tako da, ja, mislim, sam študije pa tako, no. Ne morem, University of Lincoln. ja, Aha. to je v bistvu mečkan severno gor od Londona, to je bila včasih Akademija za likovno umetnost in so potem, sploh ne vem, v 70-ih, 80-ih postali univerza. Ja, jaz sem se tja prijavila v bistvu na podlagi portfolija, pa tudi svoje ocene pošlješ, ampak ocene pri dizajnu so tako, bolj v smislu nared faksa, ne. Portfolio je važen. Ja, in polk sem bila sprejeta, mislim, itak mi je bilo tako, pač samoumevno, da grem v tujino, že prej sem 5 let v Romuniji živela, ne, pa 2 let pol tukaj in mi je bilo tako, ok, gremo naprej, pa pridem tja v kulturni šok, vse drugače, kot sem si predstavljala. Faks je bil dejansko ful dober, no, ta odnos učiteljev, tako vsi so si nekako želeli, da ti faks narediš čim boljš, seveda si tudi mogel kaj dati od sebe, ne? Ampak tako res se mi zdi, da so se posvetili vsakemu študentu, projekti so bili ful zanimivi. Tako za primerjavo, ko sem se pogovarjala s temi našimi, a ne, iz Slovenije, a veš, tam nisi imel tako pisnih izpitov. Ne? To je tako izgledalo, da približno vsak predmet je imel neko svoje točkovanje in potem si izberal pri vsakem predmetu različne, na približno 4 do 6 tednov si dobil sklop 6 pol oziroma projektov. Vsak je bil malo drugačen, se pravi, tudi če je bil predmet ilustracija, ni bilo tako, ne vem, nariši gozd, a veš, ampak v sklopu ilustracije si dobil na izbiro približno 6 projektov, pa je bilo čisto od ilustracije nekega CD-ja, se veš, takrat so bili še CD-ji, do ilustracije, ne vem, realistične ilustracije jabolka, tako čisto različne stvari. In vsak, pa tudi po točkah so se bile malo različne, tako da ti si v bistvu na koncu letnika mogel sešteti te točke, da si predmet opravil. V sklopu tega je bilo pol tudi veliko, v prvem letniku še niti ne, no, ampak proti koncu prvega letnika so nas malo začeli uvajati, v drugem pa sploh na dejanske razpise, se pravi, pri kakšnemu predmetu si ti tudi lahko kot del projekta zbral, da si se prijavil na nek razpis. Za nek logo ali karkoli, tako na ta način. Ja, ali pa na razna tekmovanja tudi, ne. So imeli tudi svoje točkovanje, tako da recimo si mogel več časa temu posvetiti ali pa manj, tako da kakšni so pol malo kalkulirali. Jaz sem vedno zbirala une projekte, ki sem bili pač najboljše glede na točkovanje, ne. Ja, no, tako da ta sistem, a veš, naloge so bile pa zelo take realne, ali kaj ne rečem. Jaz polk sem prišla dejansko v industrijo, se pravi moja prva služba, mislim, že med poletji, ko sem se vračala domov, sem delala v oglaševalski agenciji in tudi polk sem prišla v službo, ko sem se zaposlila, ni bilo nič drugače za me, ne, tako. To, kar si opisala, tak hands-on approach, se mi zdi, kar se tiče res praktično, ne? Ja, se je bila tudi teorija, si imel teorijo, ampak teorija je bila una osnova.
ti si pa pol mogel pokazati, nikoli ni bilo, ne vem, ustnega izpita, zdaj mi pa naštej, ne vem, tipografije ali pa kaj takega. Bolj je bila praksa, ne, in je pol v praksi, če si ti skozi eno in isto kazu, a veš, so predvidevali, da drugega ne znaš na ta način. No. Koliko časa pa je bil ta študij? 3 leta. To je pol, a si kaj primerjala z našo, recimo, da bi tle grafični dizajn, misliš, da je tudi po trajanju, pa po načinu si rekla, da kar si se pogovarjala, ni toliko direkten bil? Ali? ALU je pri nas ta Akademija za likovno umetnost, je edina po moje tako, no zdaj se ne spoznam na sceno toliko, ampak takrat, kaj je to 15 let nazaj, je bilo to primerljivo. Ampak ALU je vseeno malo bolj umetniški. Se to, ni toliko pragmatično mogoče. Tako da tudi študente... Jaz tudi ne poznam, ampak si predstavljam, da... Velik poudarek imajo na umetnosti, kar sploh ni slabo, ne? Ampak recimo pol študenti, ki so prišli dejansko v službo, sploh kakšne te se pravi oglaševalske agencije ali pa design studiji, imaš ti naročnika, ker če mu zagovarjaš, to je meni lepo, a veš, mislim, ful dobro, samo ki ti plača, ne mu ni všeč, ne? Tako da je malo drugače. Že v knjigah kdaj, ne? Knjige, ko pišeš, pa dobiš nazaj uredniško, pa od lektorce verzijo, se mi zdi, da je zelo ta meja, ne? Kaj je zdaj tvoj slog, pa kaj je knjižno ustrezno, že sem, da je knjižni jezik, in se tudi loviš. Ne? Recimo, meni je lep ta sosledje besed, mogoče bolj pravilno slovnično je drugače, ne? In se mi zdi, da tle moraš skupaj priti. Se pravi, ti si v bistvu grafično oblikovanje doštudirala tam, ampak si vedela vedno, da boš prišla nazaj v Slovenijo? Ne, od začetka ne. Ko sem se jaz v bistvu tja preselila, sem tudi Davidu rekla, le mi dva šla pač narazen, jaz grem v Anglijo študirati, sem toliko, da veš, da si pripravljena naprej. To si to že lepo? Okay, dobro. To sem napovedala vnaprej. Iskreno, da vsi vemo, pri čemu smo, ne? Okay. Tako, ne, da imamo odprte karte. Ker dejansko pač sem bila stara 17, veš, ko sem se spoznala, sem pa takoj vedela, da hočem iti nekam ven, nisem vedela točno za ta faksa, ne. Tako da tudi, ko sva začela, pa je kao postajali malo bolj resno, sem povedala, sem to, ki čez pol leta grem, tako da takrat je konce, ne. In sem mislila pač, ne vem, če sem sploh kaj dosti mislila, no, ampak predstavljala sem si, se veš, da pol v tujini ustaneš in tudi, recimo, ta faks je tako naravnana, veš, kot del, kako se reče, te zadnje razstave, ki jo imaš, kakor diplomska naloga, ali kaj bi rekla, kjer predstaviš vsa svoje dela, portfolio, tudi pridejo potencialni delodajalci na ogled in te kakor skavtajo, ali kaj ne rečem. Tako kot nek ogled mladih talentov. Tako da ni toliko težko, saj takrat ni bilo toliko težko službe dobiti, če bi želela. Veš, sploh, recimo, če jemlješ take naloge, kakor sem jih jaz, da sem bila malo bolj v komercialnem svetu, ne toliko v umetniškem. Ampak pol, recimo, ker sem pa videla, da mogoče pa le ne bova šla narazen, da so pa čustva zmagala. Pa tudi recimo poletno delo, jaz v času študija, ki sem bila tam, sem delala, sicer v kuhinji sem pomivala posodo v lokalnem hotelu, ampak med poletnim časom sem pa domov prišla in sem tudi iskala službo pač prek študenta, delo prek študenta, celo poletje in sem ga dobila pri oglaševalski agenciji. In pol naslednjo leto spet in pa sem videla, sej mogoče bi pa lahko, jaz sem prišla, pa da je tukaj moj life. Lepo. On pa ni razmišljal, da bi gor preletel? Ne, on je šel pa v Avstrijo študirati. Rekel, če si pa ti šla, grem pa jaz tudi. Lepo, da sta se vrnila oba skupaj domov. Slovenija ima svoje prednosti. Ful. Mislim, tako, zdaj, ko pogledam za nazaj, sploh glede na to, da sem tako lep dela življenja v zun preživela, ko priješ nazaj, prav tako, res. Kaj še reče, priješ iz kakšne Afrike. Jaz sem takrat imel prav kulturni šok. Tako na nek dober način, po 3 mesecih Zambije, smo pristali v Nemčiji, pa smo se na najlepši avtocesti v mojem življenju pelali, brez lukenj in vsega. In odložili najprej 2 iz tega našega skupine humanitarne v Kranju. In to se toliko spomnim, ko smo zavili tam in se začeli pelati po Kranju in sem gledal tiste hiše, veš, z nekimi temi barvitimi slovenskimi fasadami, urejenimi vrtički, pa pločniki, kjer ne sedijo ljudje, veš, v blatu. In jaz sem si mislil, Kranj je najlepše mesto. Res tako prav rekel sem, Kranj je pa res
res, mislim, tle bi pa človek kar živel, ne. Pa že sem to pomislil in me je tako impresiral. Veš kaj, bi se navezal malo na to oblikovanje, ampak me še zanima, ker smo se pogovarjali malo, si omenila to kampanjo Give Women Voice. A to je bilo še v študentskih letih, pa če mi malo poveš, se niti ne vem, zakaj točno je šlo. No, to je bil en primer, recimo v drugem letniku, pri enem od predmetov je bila spet opcija, ali vzameš pač 5 ostalih stvari, eno od 5, ali pa tega, ki je bila pa kukar, da narediš, mislim, je bil pa del tekmovanja tega YCN, Young Creative Network, sicer so nagrade pač v Londonu, ampak lahko kdorkoli tudi mednarodno sodeluje. In je bila kampanja dobesedno samo to. Naslov je bil Give Women Voice. In a veš, recimo, ti si lahko naredil karkoli. Ni bilo omejen ne na to, kako to izvedeš, na kakšen način, digitalno, analogno, ilustratorsko, karkoli. In sem rekla, ok, to pa meni blizu, ne. In sem se takrat v bistvu spomnila neko gorilo kampanjo, sem šla tam po Lincolnu, pa pol tudi po Londonu, no, za vikend sem šla v London, sem kupila take zadrge in jih dala na plakate, kjer so bile ženske, ampak na take plakate, kakor vse sijoče in lepe, pa zadrgo česa, ne. Pa tam Give Women Voice, pa cel, pač, da ne grem preveč v detajle, tako celo kampanjo sem naredila, pofotkala, in je bil to sprejet kakor moj entry, ne. In takrat sem tudi prejela nagrado za to, kar mi je ful olajšalo tudi bivanje v Angliji, ker s tem sem dobila, potem sem se prijavila za Zoisovo štipendijo, ker je itak se ful poznaviš tam v Angliji, sploh takrat je bil funt krat 1,8 napram evru in tisti mi je tako bilo, kakor, ok. Še spomnim, še iz študentskih let, ko smo midva potovala, ko si jedel pol neke, ne vem, prepečence iz trgovine, pa nisi mogel iti ven jesti. Drugače, noro dobra ideja. Pač zadrge si lepla na v bistvu plakate, ki so že obstajali, ne, in itak ženske na plakatih velikrat so to, kot si opisala, ne, sijoče, pomanjkljivo oblečene in ne, take, in ful dober. Daj povej mi, kaj me zanima, če se spomniš, to je tako bizarno vprašanje. Kako si dobila idejo za to? Bolj v smislu, a si sedela, tuhtala, brainstormala, a ti je skočilo v glavo, ali si, ne vem. Ne, tako, spomnim se, da jim je tako ful hitro sem dobila idejo. Že ponavadka sem šla čez te pole, ko se reče, ne izpitne, ampak pač kjere projekte boš vzel, mi je tako že kliknil, a veš, takoj ti je ena naloga bližji in takrat mi je bilo že tako, ok, se klepa ful enih, pa ni bila to ta prva opcija, imela sem, ne vem, 5-10 idej, pa sem tako rekla, kjera bo tudi največji impact imela. Mogoče je to ta prednost, ker recimo pol v real lifeu, ko pa prideš v industrijo, ti pa ne da naročnik 10 nalog, ne, ampak tukaj imaš eno, pa zdaj se pač usmer, ampak za nek začetek, za to osnovo, se mi pa zdi, da pustiš človeku ta kreativni razpon, da vzame tisto, kaj njemu bliži, ful dobro. No? Ja, pa tudi to, zato sem te vprašal, ker veliko sem se ukvarjal z temi domišljijo pa idejami pa kreativnostjo, zdaj, ko sem tudi pisal drugo knjigo, ker velikrat ljudje mislijo to, kar si rekla, recimo, zdaj imam nek projekt, zdaj se bom pa usedel, pa namesto 5 ur bom pač sedel 10, dokler se ne spomnim nekaj, ker to se zdaj moram, ker bom pol uspešen, pa Ampak ogromno študij kaže dejansko znanstvenih raziskav, kako velik idej, pomembnih idej, pride v času nekega kreativnega odklopa, ko ti ta tovarna podzavesti nekako sugerira. Ko greš teč, ko greš se tuširati, vse veš te anekdote, ne, da so fiziki neke račune obračali cel dan, pa vrgli vse stran, pa šli v tuš, pa se spomnili rešitve. Ne. In to je ta nekako, jaz to rad, ker se veš, podcast je umetnost lenarjenja, ne, in se mi zdi vedno neumno tudi na kakšnih predavanjih, da prepričujem ljudi, da počivanje paše. In raje obrnem in rečem, počivanje je uporabno, ne, ker velik idej dobiš takrat, ko si rečeš, se bom nekaj spomnil in pogreš, ne vem, sprehod čez Golovec in ti kapne. Ne? In ker naši možgani, to, kar mi vam razmišljava zavestno, je mali delež tega, kar se dogaja. Zato sem mislil, da če slučajno veš, ne vem, da si lih šla teč, pa to bi bila ful dobra istočnica. Ne, to se ne spomnim, ampak recimo, tako, če zdaj pogledam, kaj jaz recimo zdaj še vedno veliko freelancam, tako razvijamo z eno ekipco produkte, pa tudi delam dizajn. Z eno ekipco sodelujem tako že 10-15 let in zdaj nimam več te redne službe v smislu
sem hotela reči 9 to 8. 5. Ja, ni 9 to 5, ampak je bilo se veš 8 to 11, ne? Mislim, 11 zvečer. Ja, ok, manj dobro. Ja, manj dobro. Okay. Ne, prej je bilo tako cele dneve in sem tudi videla pri teh freelance projektih, ki pa je predvsem kreativa, mislim, sicer je tudi product development, ampak tako se pa res lotimo stvari iz nule, ne? Da mi je bilo vse tako težko, prav breme, mislim, prav delo mi je bilo, zdaj imamo to za naresta, ne? In se razumem, ja, služba je itak, ampak tako, če zdaj pogledam, ko imam Minimalovs pa ta freelancing, ne? Zdaj tako, jaz ful manj delam po količinah, če ure se štejemo kakor prej, ker pač tam stran to celtro in druge stvari, ne? Ampak meni je tako, recimo, ko se zmenimo, z ekipico vzamemo nek nov projekt, se slišimo s klientom in tudi v časovnico, zdaj, če dam primer, ne vem, razvoj tega brand identityja, se pravi razvoj neke blagovne znamke, vse od logotipa do strategije naprej, tudi damo neko obdobje, parih tednov, ki se reče research. In v uni fazi povemo klientu, da nič ne bojo videli. Da pač v prvih 3 tednih lahko se slišimo karkoli, ampak mi ne bomo nič pokazali. Brief dajo, vse, da je jasno, a ne karkoli se zmenimo. In se mi zdi, da pri meni to ful deluje, brief si preberem, vse v nulo tako naštudiram v smislu, da imam vse podatke, da vem, kaj klient točno hoče in v tem trenutku in za naprej. In potem odmislim, tako načrtno, dam stran in grem, ne vem, pedal igrati, laufati, karkoli. In pa kar naenkrat se tako, kdaj je to po enem dnevu, kdaj po 3 dneh, medtem, ko delaš research mal na konkurenci, je kar tako, to bi pa v to smer zapeljal in se ti odpre in je tako narejen, tako je, ne. Tako da je, če bi pa mogla, ne vem, si sem rekla, tako kot prej, ko sem bila pa ful z urnikom, veš, z natrpanim urnikom, pa zdaj pa do jutra moramo to, pa pol ni tako dobro narejeno. Ja, točno to, kar si rekla, se pravi, če je tvoja naloga, ne, če je tvoja služba, da pretakaš recimo vodo iz enega kozarca v drugega, boš v 12 urah več jih pretočil kot v 8, ampak če imaš ti neko kreativno službo, ki rabi povezovanje podatke na nove načine, je pa, si delaš pa lahko zelo veliko škodo, če delaš preveč. In to, da ti greš športati, pa da gledaš, recimo jaz zelo malo gledam televizije, ker enostavno mi je, zdaj ko imam toliko stvari in sestavljam svoj urnik, mi zmanjka časa, pa najmanj mi pomen, a ne. Rad gledam filme, ampak krajš recimo berem in pol, če moram eno zbrati, pol to zberem. Ampak spomnim, enkrat sem pisal neko zgodbo, kratko, ni še objavljena, ki sem je ustavila in nisem vedel kam in sem šel gledati film, spomnim se ta Martian, ki je igral Matt Damon, ful dober film je bil. In sem dobil not pač idejo, kako bi, pač, da bo ta šla v kino in bo, nisem šel gledati za to, da bom delal. Ampak možgani, to je prav tudi dokazano, da če imaš ti nek projekt odprt, kot si zdaj rekla, ti sprejmeš to in pol odmisliš, daš na pauzo in greš, imaš ti v glavi nek klik, ki ti skozi tli tako, to ni končano. A ne, nekako iščeš rešitev. Ker, ne vem, tako kot si mogoče to evolucijsko ostala, ne, da če si šel nekam, pa nisi preveril neke nevarnosti, si imel skozi tisto, tam še, ne vem, moram se tja vrniti. In ti iščejo povezave, ki nastajajo sproti, ne, zato sem te ujel na to idejo, ker se mi zdi res ta ideja za drga mi res dobra, tako se mi zdi. No, thanks. Ful sem fan, tudi pri pisanju, pa pri marsičem idej, ki so v osnovi preproste. Ja, tudi jaz. A veš, pa dober pač pol executa. Ja, ker kdaj bereš, ti tudi veliko bereš, kakšno grozljivko ali pa nek thriller in pol vidiš, koliko se ta pisec trud v nek ekstrem, da je prišel detektiv in tam je bila nabita ženska na nek štil v zraku, zgorela, ne vem, na steni so bile črke iz krvi, pa daš pa tako bereš, pa si že tako malo dober je, ne. Yeah. Pač, in pol bereš pa kakšno čist genialno stvar, recimo meni je Stephen King všeč, Cujo, a ne vem, če poznaš, ampak toliko butasta stvar, pač mama gre k mehaniku, sinčka ima v avtu, lihi crkne tam na nekem podeželju, a veš, avto lihko pripelje na njegov vrt, ful je vroče, nima klime in tam je njegov pes, ki ga je ugriznil netopir in jaz ima steklino. Bernardinc, ogromen in kroš okoli avta. A veš, to je pred mobilnimi telefoni. A veš, sam ta zaplet in zdaj tam malo izmeri bolj žejen, vroče izmeri bolj v avtu, pes se tam slin. Tako, in to je to, kar rabiš. Ne rabiš 12 psov, ne rabiš, ne vem, raket. In jaz spoštujem te ideje, ki so preproste, so mi blazno všeč. A pol je v bistvu tudi to, kar si se prej predstavila, sem čakal, če boš rekla še vplivnica.
A je to pol prišlo, a je prišlo to tako zelo naravno, mislim, saj ne vem, kako to definiraš, sledilcev imaš veliko, zagotovo dosti, da si zanimiva s firmami, tudi sodeluješ s nekaterimi, tako da me zanima, najbrž je to dosti lažje nekomu, ki pozna to področje. Jaz sem se namreč zelo lovil, pa še zdaj se itak vsem, kar je Instagram povezano, mi zdi, da sem dosti tak neizkušen. No, zgledaš ful dobro, mislim, izpadeš zelo dobro na Instagramu. Hvala, pač zato, ker probam čisto po svoje delati, ampak ne vem, če je to vedno dobro. Ti je pa najbrž to steklo tako, z levo roko. Ma pa niti ne, no. Vsem je bilo v Sloveniji pred mano veliko večjih in, kaj ne rečem, ne vem, ne boljših, ampak večjih in predvsem bolj zgodnih vplivnic kot jaz. In tega se nisem lotila tako, sploh ne načrtno. Mislim, da je bilo takrat enkrat, ko se je Liam rodil, ampak je bil že dojenček, se pravi 6 let nazaj, po moje, 7 let, kaj tazga, sem začela malo več med porodniško objavljati, ampak čisto take fotke, tudi če zdaj pogledaš. A veš, nima veze z estetiko, ne vem, tam travca, ko greš na sprehod, pa take random stvari, a ne? Pa če dali več pa to. In se spomnim, ko mi je prvo podjetje takrat pisalo, če sem za sodelovanje, pa sem tako 2-krat pogledala, jaz. Kaj ste vi zihar? I don't do that, a veš. Pa je bilo tako, zakaj pa ne? Mislim, firma je bila čisto v redu, a ne? No, in to je bilo takrat to. Pa pol spet nekaj časa nič, pa se veš, kakšni so začetki, ampak tudi po, ne vem, parih letih, jaz nisem pomislila, da bi lahko s tem kaj zaslužila, veš. Pa sem pa videla, to je bilo še v unih časih, ko so followerji ful hitrejš rastli, kot zdaj. Se mi zdi, da zdaj, ko me kdo vpraša, kako, ne vem, ful hitro zrasti profil, ne vem, ful je težji, ko je toliko nasičeno, ne. Ja, točno to nasičeno. Ful je nasičeno. Ampak takrat pa se mi zdi, da če si se malo potrudil, pa malo načrtno delal na tem, da je šlo zelo hitro, ne. In sem rekla, zakaj pa ne? Pa sem pa videla, po moje tako, tudi, a veš, nekako svojo skupnost gradiš, ne. Pač itak sledite tist, ki si mu zanimiv in tudi odgovarjaš ljudem, ki so spoštljivi, zanimivi in tako naprej, ne. In sem videla, pa si to pa v bistvu ful dobra stvar, ne. Tako lahko, ko si rekel, mislim, to besedo vplivaš uporabo. Ja, dejansko lahko vplivaš na ljudi, ampak name vplivajo tudi ljudje, ki imajo, ne vem, 30 followerjev, pa soseda, pa kdorkoli. Vem, da je to klišejsko, ampak dejansko je tako, ne. Mogoče moj profil malo več vidi, kot od moje sosede, ker moja soseda nima Instagram, ampak unika pa vidijo, pa mogoče, a veš, če jih pa mika šport, pa so tako, a bi ali ne bi, pa polkrat 50-tič video, pa tako, no, dem pa probu ta pedal. Pedal zato izpostavljam, ker mi zadnje čase ful punc piše, mislim, predvsem žensko publiko imam, in ful punc piše, kje bi lahko to, kje se to igra, a je kakšna šola ali tako. Jaz imam še bolj preprosto vprašanje, kaj je to? Pedal je, ko bi rekel, nekaj med tenisom pa squashom, no, tako, najbolj simpel. Ni čisto, ampak imaš lupar, imaš stene, pa v dvojicah se igra. Zato, ker ste se dogovarjala, si mi napisala, ne vem, za snemanje podcasta, ta dan ne morem, ker imam pedal. In jaz sem to prebral, padel, sem mislil, da je to nek to indijski prijatelj, ki je lih prišel na obisk. Pedal, v glavnem se reče, ok. No, pa tako en intermezzo, veš, tudi, ko se za sestanke menja, tako prek freelanca, pa jaz normalno napišem tej frendici, ki veliko tudi ona komunicira, ne morem, takrat imam pedal. Ona tako, spet v najrol, v redu bomo najdel nov termin. Tega jaz včasih ankoli ne bi naredila. Bi tako, valjda ne grem na pedal, kdaj lahko delam. Vidim, da si postaviš neke... Ja. Veš, to sem se tudi zelo pozno naučil, pa še zdaj se učim temu, da ni treba čisto vsakmu tudi odpisati. Mislim, tako nekako moraš vedeti tudi svojo kapaciteto, pa pač si kdaj reči ne. Až pri meni je problem, recimo, jaz zelo rad pišem in obenem je pa to edina stvar, ki delam, ki je čisto od mene odvisna. Ne od hčerke, ne od službe, ali noben drug mi ne da. In je najbolj lahko to stvar reči, ok, pač ne bom pisal, ker imam še ne vem, bom posnel nekaj za Instagram, veš. Ampak delam pač sam sebi, ne pravico, pa tudi škodo. Je pa to ful lepo, kar si rekla, bi se navezal, da jaz tudi ne maram, recimo, kot si rekla, imajo ljudje tudi vpliv, ki niso ogromni. In zato jaz zelo ne maram izraza priljubljen pisatelj.
In nikoli nisem nikjer pustil, da napišejo, recimo, kjer so hoteli za kakšno promocijo o meni to napisati. Lahko napišeš za nekega pisatelja, ne vem, avtor uspešnic ali pa avtor 4 knjig, ampak zato, ker se mi zdi, da vsak od nas ima neke priljubljene pisatelje. Zelo, mogoče najljubše, mogoče male, velike. In da se pač tako nekdo izpostavlja, a veš, s tem pridevnikom se mi zdi nefair do vseh, ki pišejo, sploh zato, ker to jemljem zelo subjektivno. In mogoče je avtor uspešnic ali pa zelo veliko prodanih izvodov, vse je bolj objektiven način, da nekoga predstaviš. In tudi ljudje, se tudi zelo strinjam, ki imajo dosti malo sledilcev, so lahko blazni vplivneži. Je pa res, da vplivnež ta termin verjetno pomeni tisti, ki lahko na hitro vpliva na ogromno ljudi. Ne vem, če ti objaviš nekaj drugače, kot če ta 30 sledilci deli. Jaz sem pri tebi že več takih stvari videl, tudi teh iniciativ za zbiranje, za kakšne te bolne otročke in to sem vedno. Veliko sem jih prav na tvojem profilu, tudi teh SMS videl. Pa seveda z Minimelos. To bi, preden greva v to tvojo firmo, koliko je trajal pol? Ti si prišla sem in si začela delati za agencijo. Koliko si rabila, da si šla res na svoje, da si upala ali pa da si probala biti samostojna podjetnica na nek način, odpreti firmo? Ne? Ja, jaz sem bila prisiljena v to. Mislim, ampak ja, v bistvu, čakaj zdaj, da gremo po timelineu. Jaz, ko sem nazaj prišla, sem v svoji drugi službi, ali je bilo prvi, še nisem ziher, spoznala eno punco, ki so ful dobre frendici. In mi je ona poleg unga rednega agencijskega joba tako enkrat rekla, Ajda, veš kaj, jaz imam pa tako par strank, ki z njimi že delam, včasih sem za eno oblikovalko delala, ampak dej, midva se ful štekava, pa gor dol, a bi ti to delala. Ne? Pa me tako, a veš, beseda freelance, pa ne vem, če je takrat že obstajala. Kako bi to prevedel? Pač samostojni, ali kaj? Prosti agent, ali kako se to? Mogoče, ja. Se še najbolj tako sliši ležiti. Ja, nekako prosti agent. Se pravi, da nisi pri nekomu redno zaposlen, ampak delaš po projektih, predvsem za različne ljudi. Mogoče je spet dovolj, da to povzame. Ja. No, in takrat smo midve začele delati in to je bilo tako, veš, na nek način, kot ta moj Instagram profil. Od začetka je bilo malo, pa če dali več, pa je zvedel, pa to. Pol v mestnem času me je še en drug friend svojo ekipco kontaktiral in kar naenkrat je bilo teh jobov ful. Mislim, v parih letih je bilo tega toliko, da recimo nisem shendlala. Midva z Davidom, takrat še brez otrok, se prav spomnim, sva se pelala v avtu na Dunaj in jaz sem imela laptop in sem na laptopu delala final design popravke, pač tako bolano. Jaz nikakor nisem ponosna na to zdaj. Pa še uni stiske, veš, to moram hitro, koliko imava še do tam. In tega je bilo ful, ampak jaz v nobenem trenutku, no ne, da nisem pomislila, sem pomislila, kaj če bi šla jaz na svoje, ampak eno je, da nisem upala. Tako vedno sem imela dvom, kaj pa če ne bo, a veš, pa, ker si pri nekomu, ker si nekje redno zaposlen, se ti zdi, to je varno. V bistvu ni, lahko te jutro odpustijo, pa najsi nov job, ne. Ja, pa drugo mi je bilo tako, sem dosti dobra, a veš. No, tako da potem, pol sem pridružila zraven še Minimelos, ki je tak zgodba zase, pa je prišla moja izgorelost in sem rekla, očitno ne bo šlo. Ampak to je bilo zdaj, se pravi, Minimelos je koliko let 10 let. Je že 10 let star projekt, ne? To je ta butik v bistvu za malčke, pa za dojenčke, bolj, bom dal tudi seveda link v opis epizode. Hvala. Ampak, daj povej mi, ta tvoja izkušnja, ne, tudi, ki me zelo zanima, tudi v kontekstu podcasta z izgorelostjo, pa overworking, oziroma kar si imela, je bilo pa zdaj relativno pred kratkim, če se prav spomnim. Ja, 3 leta nazaj. Ja, tako, no. To je prišlo dobesedno čez noč, mislim, moja terapeutka prav, da ne čez noč. Pustno njoka pa ona, veš. Ja. Kar povej. No, ampak so ugotovile, da res ni bilo čez noč, ne bilo je vse to, kar sem do zdaj naštela. To je kar šlo, pa šlo, ne? To je kar vse se je dal, pa pol. Malo si neustavljiv počutiš, da je, a ne? Ja, eno je to, pa dejansko sem imela energije za vse to, a veš, nikoli nisem bila, ne vem, na nekih tabletih ali pa na drogah, da zdaj pa jaz ne morem, pa rabim nek ta external input, da bom naprej furala. Mogoče so tudi hormoni malo pomagali, ker takrat, se pravi, jaz sem pol že drugič rodila
In se spomnim, Nils je ful slabo spal, on se je zbudil tako skos na uro pa pol. Pa sem rekla, čisto sen, če ne grem spat, pa kle delam, a ne? Tako dobesedno. In sem delala do, ne vem, 2 zjutraj, veš, vsak dan. Po itak ob 6 se je zbudil, a ne? In to je kar šlo, jaz sem bila tako polna energije, vse je štimal, lih obratno, kot pri prvi nosečnosti, no, ker me je pa tako dosti sul pa to, ker mi je mogoče tudi pomagali, da nisem šla v to izgorelost, a ne. To je malo stavil, ja. Ja, no in pol, ja, se je to kopičal, pa sem šla v službo in poleg tega joba, poleg vseh teh stvari, ki sem naštela, te freelance stvari, pa pol že minimailo, to je kar rastala, veš. Mislim, ni samo od sebe, sem delala za to, ampak tako, ja, pa pol nazaj delati v startup, ki tudi zahteva kar neki... To je bila pa zdaj še čisto nova stvar. Ne, to je ta Celtra, jaz sem bila na Celtri 10 let. Ampak prej je tako še kar šlo, a veš, pa ne vem, pa je bila pozicija, če dali bolj odgovorna, pa tudi jaz v službi, meni je bilo tako dobro delati, vem, da to se sliši, kada sem en addict, ne, ampak meni je bilo tako dobro delati, veš, jaz sem poleg unih projektov, ki jih je bilo treba narediti. Jaz sem še svoje ideje vam bruhala, kaj pa če bi to. In valjda pol tudi, ko sem dobila dober feedback, a veš, mi je bilo tako, ja, pa dajmo še to, čisto nahajpana, ne, vse. Ja, dokler se nisem sesula, tako prav spomnim se, pa so mi še pisali za tale Digit, če bi bila predsednica žirije, pa so, ja, valjda, zakaj ne, še to, ne. In prav dan, ko sem jaz mogla na oder, sem rekla, kako bom jaz ostala s kavča. Takrat se mi je prvič zgodil, nasploh, jaz sem se komaj dvignila z unga kavča, nažrla sem se tablet protibolečinskih, ki me glava toliko bolela, nič niso pomagale. Šla sem tja, itak tam nahajpana, veš, spet adrenalin prime, vse štima, pridem domov konca, ne. Pa je bilo pa tako po valovih. To je bil ta dan, ki si rekla čez noč. Ja, to je bila ta čez noč, ja. Pa sem rekla, očitno imam neko gripo, ali kaj to, pa nobene vročine, nič, samo vse me je bolel, čisto sem bila konc, vse, pa že spat nisem mogla, pol tesnoba, v glavnem vse, you name it, ne. Ampak je bilo tako v valovih, pa sem se kar po parih tednih, pa mravljinci po vse te scene, pa sem se kar po parih tednih jaz pobrala in sem bila kaj zdele. Pa sem si rekla, pismo, da kva se pa greš, kjer bruke, veš, tako le, kaj vse delaš in zdaj se ti sama sebi smilaš. Jaz sem imela toliko slabo vest, tako sploh ne vem zakaj, ampak prvo rekla sem si, ojoj, a sem jaz jamrat začela. No, pa me pa spet sesul, pa sem rekla, očitno ne jamram, res mi ne gre, ne? In to je bilo tako 2 meseca, 3 mesece, dokler ni bilo pa pač čist konc. Ker sem pa pač poklicala na Celtro in sem rekla, lej, ne moram, jaz pač ne moram živeti, ne. Pa si šla v bolniško ali si dala prav odpoved? Pa sem rekla, da dam odpoved, dobesedno klicala sem to šefico in sem rekla, lej, jaz ne moram, kdaj dam lahko odpoved, ona prav, lej, ajde, zaradi mene lahko takoj, če želiš, ampak jaz ti predlagam, da ti prespiš, a ne, ne, jaz ne moram tega prespati, jaz spat ne moram, ne razumeš. Groza, ne moram prespati. Čist, imela sem paničen napad, ne od tega, ampak jaz sem se zjutraj zbudila, tako s paničnim napadom vse, a veš, sem ne, jaz dajem odpoved, rekla, tako ful, res, tako, a veš, to je bilo še toliko težje, ker ljudi, ki sem jih imela okrog sebe, so bili toliko prijazni z mano, ker če bi bili, ne vem, recimo na Celtri ali pa v teh ekipah, ki sem z njimi freelancala, kreteni, meni bi bilo ful lahko, da to odpoved, ne. Tako mi je bilo pa, kako so nice do mene, da ajde več potrud se. No in je ona tudi rekla, lej, lahko napišem odpoved v tvojem imenu, ti preglej, se podpiše, ne. Ampak prosim te, dej premisli, če ne bi šla saj za 1 teden na bolniško, ne. Pa jaz tako, pol, ko sem po parih urah me vse prišla, seka, no, dej bom pa probala, se jim mogoče bo pa to šlo, ne. No, ta bolniška se je pol malo raztegnila, pa sem pa rekla, lej, jaz tudi, ko se bom pobrala, nočem več tega lajfa, to sem pol skozi terapijo ugotovila, ne. Tako da ful hvala, ker mi niste podili z te bolniške v nobenem trenutku, res. Ampak ja, jaz se pač tega nočem iti več in sem pol vsem dala odpoved. Kako sta si pa takrat pol organizirala doma? Zdaj, otroka sta bila stara koliko? Čak, da preračunam, se prav približno 6 pa 3, nekaj tasga. Ja, no, jaz imam samo 3 letnice, da mi je že to tako handful, ne, se pravi, kako recimo, to me zanima, ne, kako 2 mala otroka recimo dojameta, da zdaj mami kar naenkrat nima toliko energije, pa rabi čas zase, pa
kako ste to skomunicirala, kako si to prilagodila? A si imela toliko moči, da si jih tam podila okoli, pa ste se igrali? Pa... Ne, sploh ne, jaz nisem mogla na dvorišča iti ven. Tako dobesedno iz kavča do dvorišča nisem mogla na začetku iti. In to sem res ful hvaležna Davidu, pa tastu in tašči in mojim staršem, da so tako čez noč prevzeli to mojo vlogo in se tako potrudili, da res otroka se mi zdi, da nista tega tako občutila. Mislim, se sta videla tako. Ampak tudi za primerjavo moram dati, da recimo jaz prej v lifeu nisem tam malih 2 pelala v vrtec ali pa jih prišla iskat. Pa nisem ponosna na to, še enkrat poudarjam, meni se to zdi grozno, ne. Ampak jaz sem šla na job, pol zvečer sem prišla, ne vem, 7-8 domov, pol smo se malo, sicer igrali skupaj in ko sta šla spat, sem šla spet delati, ne. Tako da to, da jih še vedno nisem hodila iskat v vrtec, ni bilo za njih nič novega, ne. Zdaj sem si sicer želela, ampak nisem mogla. Ja, tako, ne vem, se spomnim, recimo tudi velikrat sta prespala pri mojih starših, pa pri Davidovih. Pa Davidova, ker David je seveda še naprej delal, ne, se ne more dati svojega lajfa čist na pauzo. Pol so jih, ne vem, na igrišče sta jih pelala, pa vse. Jaz sem se ful trudila, ampak nikoli tako ne spomnim se, tudi v unem obdobju imam vse tako zablurana, veš. Tudi nisem imela slabe vesti, da ne morem biti toliko z njima, ker jaz nisem mogla biti s sabo. Tako, ja, in se spomnim, pol že, ko sem bila ful boljš, v smislu, da spomnim se, smo šli na igrišče s tamalima, pa tast pa tašča. Koliko časa je trajalo, da si prišla do te točke, približno? Ene pol leta, da sem šla lahko tako na igrišče sedeti, ne. Jaz nisem košarkaške žoge metala na koš, ker mi je bila ona žoga težka. Tako, in to meni kot športnici mi je bilo nepredstavljivo, prav rekla sem si, čakaj, veš kaj, vse v lifeu sem počela, zdaj Nelsa, ki je imel takrat, ne vem, zmišljujem se 12 kil, ne morem nesti 5 korakov. Ja, in se spomnim, po ene pol leta, ker je bilo že konec poletja, smo šli na igrišče in meni je bilo prav una sreča. Jaz sem tam sedela pri strani igrišča, oni so na koš metali, pa neki žogo brcali, pa tako. In sem jih sam gledala in sem si rekla, kjer dober life. Jaz si nisem mislila, da bom kdaj do te točke nazaj prišla, ne. Ja. Noro, da gledaš, ja. Veš kaj, to je tako dober prikaz, ker zadnjič sem se pogovarjal ravno o izgorelosti z nekom, in mislim, da je celo bila Sara Volčič, ko sva imela podcast, ki je rekla, da veš, ta beseda se malo tudi kdaj zlorablja. To sem jaz tukaj Ker, a veš, in to ona je rekla to, če se ti pač namažeš šminko, pa se zrihtaš, pa se oblečeš, pa greš na kavico, pa govoriš frendici, da si izgorel, da to pač ni izgorelost. Da lahko si utrujen, ali pa naveličan, ali pa živčen, ali karkoli. Ampak to, ne, ali pa zmatran, pač ta beseda zmatran obstaja. Vsake 3 dni sem jaz zmatran, tako da se mi ne da nič, ampak če bo ta mala na štengah, bom vseeno zlaufal, pa jo bom, a veš, v zrak vrgel, pa vzel, pa karkoli. Ampak to, da ti rabiš pol leta, da lahko ostaneš in greš sedeti na dvorišče, pa da tam žogo dviguješ na ta način, kot si opisala, to je zelo direkten prikaz, ker ni to, mislim, sej, ja, veš, je psihološka utrujenost v resnici zadnji, ampak sej na telo vpliva, veš, 1001 stvar, ki se v glavi začne, od hormonov do nekih elektrolitov, do različnih stvari, in to je res, že jaz si recimo pa o tem berem in pišem in imam tudi podcaste na to temo in si ne predstavljam tega, da te neki za toliko časa na ta način utrudi. A veš, ko sem si govoril, sem blizu tega, recimo takrat v COVID času, ampak to ni bilo, mislim, a veš, sem imel te občutke, pa sem postal, pa sem šel dežurat. To ni niti, zdaj gledam, blizu na nek način, ne, da je bil bolj stres mogoče, pa neka anksioznost, pa tesnoba. In kako si v bistvu ti pol začela reševati to? Se mi zdi, da kdaj je človek, ki prije, ko obleži na tistem kavču, to besedno, kot si rekla, iz 100 na nič, iz projektov, uspeha, družina, sreča, si ti si rada delala, konc koncev zelo. Zdaj vidim iz teh načinov, ko si govorila o tej firmi. Kje on sploh najde neko modrost in željo, oziroma kam se usmeriš, kako začneš pol reševati to krizo? Jaz najprej sploh nisem vedela, da je to izgorelost, kar je bilo v bistvu najhujš. Jaz sem šla takrat, ko so se te mravljinci pa to začeli, pa glavoboli, pa vse na urgenco, na nevrološko pol.
Ja, zdaj se smejem, zato ker sem tukaj. Ja, verjamem, ja. Takrat sem si mislila, da ne bom, ker je bilo tako grozen. Spomnim se unga trenutka, ko sem tam čakala, komi sem sedela, sem pisala frendici, ki je zdravnica. Sem rekla, jaz komi tukaj sedim, pa ona tako, čak, v kakšnem smislu, tako, da te mišice ne držijo po koncu, ali kaj, pa tako, ne vem, ne znam ti opisati, nisem vedela, da je to panični napad, ne vem, ne znam ti opisati, ampak ne vem, jaz komi sedim, ne vem, na tla bi se ulegla, pa ona tako, dej sam počaki, sej bo, pa pridem v uno spremnico, pa opišem svoje te simptome in mi prav ta, ne vem, kako se reče, medicinski tehnik, ali kaj, preden prideš do zdravnika, ki se reče, ja, pa misli, da je to mogoče, da so strtki, pa to, pa on prav, ne, meni to zgleda, kot živčevje. Pa je tako, ok, sej malo biologije sem pa imela, pa to, pa tako živčevje, ok, pa napišem te frendici, pa me vam pošlje, pa je tako, sej živčevje, a se to obnavlja? Pa ona tako, a si že bila noter? Pa je tako, ne, nisem, no, ajde, dej počaki. In valjda grem googlat, Ja. Itak, pač nič ni bilo. In long story short, da ne razlagam vsakega trenutka, jaz sem hodila po vseh možnih preiskavah, na MR, glave, vratu, na EMG, na vse, you name it, še kardiologu sem šla, ker sem imela tudi aritmijo vmes, pa vse. Nič, vse BP, kri je bila v redu. In vsak mi je rekel, mislim, ne vsak, ampak velik zdravnik mi je šel, če bi jaz imel take izvide, takoj dam Jurija. Pa sko, mislim, jaz sem takoj 10, da nimam, ne. Ne vem. Ja. Dejansko takrat si, celo bi bil bolj rad, da bi si rekel, ne vem, najdel smo neko, ne vem, pljučnico, neko meningitis, ki bomo zdaj imamo plana, da vsaj veš, kaj je. Ja. Ker pri nas imamo tudi kdaj te probleme, da nekdo opisuje take težave in imaš vse BP, kar je pol fajn, ker na ta način lahko človeka usmeriš, da gre na psihiatrično pomoč, ker se veliko ljudi tega, ne vem, kako se ti, zelo otepa. Ker če ti rečeš nekomu, zdaj pa predlagam pogovor s terapeutom, psihologom, psihiatrom, on misli, da ti misliš, da blefira, da on ne čuti teh mravljincev. Kar ni res, ti samo praviš, vse, kar čutiš, je posledica, ne vem, depresije, izgorelosti, nečesa. A tebe je s tem nekdo drug soočil ali si sama pogruntala pol s časom, da rabiš? Ja, veš, kako je bilo? Spomnim se recimo v enem trenutku, ko sva ta starejšega sina pelala na matematično tekmovanje in sva se tam sprehajala po mestu vmes. Jaz nisem mogla več hoditi in me una tesnoba napadla in takrat sem pa že videla, to je tesnoba in pol prvi paničen napad, In kliče me svojega osebnega zdravnika, mi on predpiše, ne vem točno, kjero zdravilo ali kaj, za pomiritev in gre David v lekarno. Jaz sem tam sama na klopci sedela in gledam. To sta tam sred Ljubljane zrihtala? Ne, v Kamniku. No, pač sred mesta. Sred mesta. Si dobila na recept in je on šel tako iskat? Ja, tako. Okay. In pol jaz gledam, ampak v unem, no ne trenutku, ampak v unih, ne vem, 10 minutah je mene to že minila. Mislim, ne minila, ampak tako sem se že pomirila. Pa sem rekla, ok, zdaj jaz te tablete, imam pa tako ful zadržke proti zdravilom, razen če so seveda pač z namenoma, In polk sem je to ponavljala, sem rekla, jaz tega s tableti ne bom rešila in sem se tudi s to prijateljico pogovarjala, pa rekla, dej, ajda, pej ti k terapeutki, Pa jaz, ok, v redu, bom šla, Samo zato, da mi date mir, bom šla, I have no problem, samo v redu, bom šla. No in sem šla najprej k eni, ki je bila katastrofa, in pa sem pa to frendico prosila, se pravi, kaj je zdravnica, da ti se prosim malo pozanimi, kdo je tako, da je nek normalen, ker se mi zdi, da terapeut, če ni dober, ti lahko več škode naredi, kot koristi. No in je potem je ona predlagala to terapeutko, ki mi je pa, no, mlih rekla, rešila life, ampak ne daleč od tega, Pa sem se z njo pogovarjala, tako zelo je racionalna, kar meni zelo sede, nekak isti odnos je imela do vseh teh stvari. Veš, jaz mi rekla, meni se zdi, da jaz nisem depresivna, jaz delam vse, kar je v moji moči, zadnjim atomom energije, da bi se stanje popravilo. Ni tako, da zdaj bi pa obupala in nekaj. Pa reka, ne, tu nista dva ista pojma. Pol mi je razložila, kaj sploh izgorelost je. V glavnem te najne seanse, to so bile tako po 2-krat na teden, ne vem,
pol leta, 8 mesecev, dokler nisva še naenkrat na teden. Pa tako, ne. In pol prek terapije se mi zdi, da sem odkrila toliko enih stvari, da je tako, kot da bi šele zdaj odrasla ratala. Tako mi je škoda, da se bolj ne govori o tem, da imamo take predsodke, ker tudi ni treba, da imaš ti neke hude težave, da greš k terapevtu. Zdaj recimo ne hodim več redno, ampak jo pokličem, no dobro, zdaj že dolgo nisem, ampak pol po parih mesecih, ko sem jo poklicala za take brezvezne stvari, veš. Mislim, brezvezne. Tako recimo, da sem se nekaj zaciklala, pa sem kad, lej, bom jaz to njo poklicala, da mi dve skupaj rešiva, zakaj bi sama odkrivala toplo vodo. In so res ene stvari tako simple, veš. Ja. Tako da, ja, ne vem. Še vedno ni to čisto sprejetje, nekako, če rečeš, grem v fitness, vsi tako, ja, vsi grejo, pa če rečeš, da grem še k terapeutu, pa so tako, kaj je s tabo narobe. Ja, kaj pa je, kaj se pa dogaja? Tako, ali pa si depresiven, kaj pa je to zdaj. Ja. In se mi zdi, da, veš, tudi mogoče veliko ljudi ne ve, da ne rabiš nekih zelo hudih težav, to, kar ti zdaj opisuješ, so v bistvu bile zelo hude težave, ne? Da se ne moreš pol leta iti na igrišče z otrokom, da obližiš, ne. Ampak ne rabiš toliko hudih težav, da razrešiš neke vzorce mišljenja, ki ti delajo škodo. In jaz mislim, da so zato tudi recimo knjige za samopomoč zelo popularne, ker imajo ljudje neke male težave, ki pa jim povzročajo velike probleme z odnosi, z spanjem. In ne greš k terapeutu, kupaš neko knjigo, si jo zelo daš, vse je res tudi ceneje, ne, terapeuti dobri so pač dragi, kar se mi ne zdi narobe, pač tudi za ploščice v kopalnici pa parket sem plačal zelo veliko, da je lepo, a veš, mislim, to ljudje kdaj ne razmišljamo na tak način. In pol pač, recimo, beremo pa te knjige, pa smo tako, ja, jaz to rad berem, ne vem, ful mi je bilo všeč, ne pravim, da je isto, sploh terapeut pa to, ampak se mi zdi, da je to ta, a veš, indic, da ljudje po eni strani si želimo, ne? Jaz želim biti manj skipljiv, jaz želim malo bolj čuječe spremljati svojega otroka in ne biti živčen zmeri, ko me in pač ne grem tega razčistiti na ta način. In se zelo strinjam s tabo, da tukaj stigma pač še vedno žal je. Zato je bilo tudi ful dobro, ko si ti to objavila. Zelo kar naenkrat, tako veš, pa jaz nisem človek, sploh jaz Instagram odprem, objavim, pa odpišem komu, pa grem ponavadi, tudi ne spremljam zelo ljudi, ampak se pa spomnim te tvoje objave, ki mi jo je pač ponudil zelo na vrh in si nekaj tako napisala, kako se ti je vse sesul v enem dnevu, da nisi mogla verjeti, ko berem, tako čakaj, veš kaj, ne? Ja. Ker pač sva pa že prej, mislim, da je to bilo še potem, ko sva že midva, ko si že mene imela tudi na podcastu, ali pa... Ne, to je bilo potem, ja. Je bilo potem, Ja. ne? Ja, in vem, da Ester te skozi rada spremljala in je bila vedno tako mena, veš, joj, ne vem, jaz sem tako utrujena z Mino, lej, ajda to z 2 otrokama, kaj vse dela, ene so tako, veš, super ženske, pa tako mi je predstavljala, da sem pa jaz njo mogel ne imeti slabe vesti za to, a veš, ne vem, vsi smo drugačni, bla, bla, bla. In potem se mi je zdelo tako dober, ne to, da se ti je to zgodilo, ampak tako se mi je zdelo dober, ker si tako realno, a veš, objavila, pač vse je šlo v, ne vem, vse se mi je sesul, nikoli nisem mislila, da se to lahko zgodi. In se mi zdi, da če to ljudje objavimo, a veš, je to zelo dober za ljudi. Tudi meni je oblikovalka, Vida Igličar, ki je oblikovala prvo obe knjigi naslovnico, vse 3 zdaj, no, mi je napisala, da je bilo pomirujoče brati o tem, da moški zdravnik čuti tesnobo, nespečnost, a veš, v moji prvi knjigi. Pa mogoče, a veš, če bi pisal o tem, da je ne čutim, bi pri komu v očeh zgledal, a veš, bolj še tako, ne vem, zanesljiv, dober, bi se boljš počutil v moji ambulanti ali pa whatever, ne, sam se mi zdi, da je to zelo nevarno, no? Ena zelo velika političarka, zdaj sem pozabil, kdo pa itak, ne vem, je bila, ampak v glavnem je enkrat objavila nekaj, da jaz imam svojo delo rada, zato nisem nikoli utrujena in nekaj na ta način, veš, čisto populistično, kakor bi pač pričakoval. In take izjave se mi zdijo zelo škodljive, ne. Tako da ta tvoja veliko razkritje je mene, ki me ta Instagram nikoli nekaj zelo ne gane, sem tako vstal, tako, ok, čakaj, kaj, in sem šel to brati in potem sem rekel, ti veš, kaj je bilo, kaj, kako. In sem vesel, seveda bolj kot to, da si to objavila, sem vesel, da si boljš, ker to pa da še eno lepše sporočilo ven. Ja, jaz tega nikoli nisem skrivala in tudi, mislim, ker se mi je to dogajalo,
nimaš energije o Jaz tem sploh na govoriti. nič nisem mislila, tudi tako, kot si rekel, nisem odgovarjala ne na message, na nič tako, ampak polka sem pa postopoma, od začetka je tako, to si ful dolg uriti, pa malo ven splezaš, pa spet padeš, pa tako počas plezaš, pa vidiš, aha, sej nekoč pa bom, ne veš kdaj, ampak veš, nekoč pa bom, ne. In polka sem prišla do tega, aha, nekoč pa bom, sem vseeno objavila. Meni je tudi ful pomagal, da sem o tem govorila. Jaz sem vsako, meni je poštar klical. Res presežen. Paket imam za vas, jaz sem ful utrujena. Ja, res. Ker psihopat je, po mojem, mislim, da sem. To je bilo tako, ja, dober dan, paket imam za vas, pa sto jok, ne morem dol. Jaz ne morem dol, ker puste tam pred vhodom. Aha, a drugače to v redu? Ja. Wow. Tako, vsak je imel 5 minut, ki so me klicali za kakšne sodelovanja, veš, za Instagram. Jaz to jok ne morem, jaz nič ne morem. Zato vsakmu sem vse razložila, ker mi je ful pomagal to vendati. Razumem, kaj še mu mogoče pomaga, če zase zadrži, pa to mene pa toliko pomagal, da o tem govorim. In ne boš verjel, tako, ko sem to začela vsakmu razlagati, se pravi, sem razlagala to 100% ljudem in po moje je ne 60, če ne 70%, od njih nazaj z mano delili izkušnje, se pravi, to so bili neki znanci, ki sem povedala pa tako, ja, veš, pa se da sem imela pa tudi panične napade, pa sko, kaj? What? Ja. Pa bližnji sorodniki, ki si sploh predstavljala nisem, pa kakšne zelo dobre prijateljce. A veš, ko ti pol te stvari povejo, pa tako, pa zakaj mi tega nikoli prej nisi povedala? Ja, ne, pa sej ne vem, pa tako, ja, pa deja, veš. In sem videla, koliko je to meni pomagal, spet na način, ne, aha, ti si tudi, ampak tako, aha, ti si šla čez to, pa si zdaj v redu, ne. In mi je to tako pomagalo in tudi Instagram konc koncev, ker sem jaz to delila in tako se mi je tako kup sporočil, eni so pač ferpcali, ne, kako pa, zakaj pa to. Ful velikih je pa delil svoje izkušnje z mano in meni je to toliko pomagal, še vedno jih imam tako par, 3 v mislih, ki so šle te osebe z mano, pa nimam pojma, kdo so. Eno sem celo po naključju spoznala pol v živo enkrat, ker sem bila že v redu, sem šla rolat med tam v Izoli. Jaz sem pa una, veš, pa sko, oh my god, sko sem jo objela, res. Ker so delili te izkušnje z mano, pa kako je bilo to pri njih. Ja, tako da zelo rada govorim o tem v smislu, da lej, če lahko še komu pomagam, zakaj pa neka. To je res taka stvar, ki se mi zdi, da če jo zadržiš zase, pa bolj, ko jo probaš dol potlačati, bolj se bo širila, tako težje je. To je zelo pomembno. Zelo, ker po drugi strani ena je ta vidik tega, da ko se odpreš drugim, se mogoče drugi tebi. Ker po velikrat, ko se ti kaj takega zgodi, jaz sem imel to s spanjem, se ti zdi, jaz sem prvi, ki ima te težave in bom imel to do smrti in ne bom jih mogel rešiti. Pa ko vidiš, da ti kdo reče, ja, jaz že 2 leti nisem spal, pa pač zdaj je že malo boljš, pa ne vem, vidiš, da je funkcionalen, normalen človek, ki ne joka v kotu, a ne? No, sorry, kad te prekinjam, povej. ampak v obdobju, ko sem že prišla približen k sebi, sem jaz brala tvojo knjigo, lih v tem delu, ki si pisal o svoji nespečnosti. Pa je bilo tako, olej, kaj preživel. Ja. In takrat sem ti prav napisala, koliko je meni tisto pomagalo, v smislu, lej, sej nekoč boš spet spala, od tega ne boš umrla. Tudi če zdaj misliš, da boš, ne boš umrla. Ne? In tisto mi je toliko pomagalo, da res sem ti prav napisala, da ob pravem času sem ti zbrala. To se spomnim, ja, res. In to, kako pol nazaj gledaš, ne? Se mi zdi, da to, veš, kako je glupo izraz, meni to glup izraz za vse, za nekaj dober, ampak ko nazaj gledaš, je dobro, kdaj tudi biti nase malo ponosen, kaj si tudi dal čez. Ker jaz zdaj, ko smo se preselili 2 tedna nazaj in pač smo na novem in spim res tako fenomenalno spim, tako, kad se spomnim sebe na faksu, če bi mi tako, veš, povedal, da bom nekoč spal bi joko po moje od sreče. In pol kdaj pogledam nazaj in se spomnim, kako sem po noč hodil tam, veš, po stanovanju, pa budil starše, ne vem, 23 jih tresel, da je prosim pogovarjati se z mano, da se mi ne zmeša, a ne, da je nekdo zraven. In to je zdaj ena plat, ne, tega delitve, teh tisk. Druga je pa to, da ko ti govoriš o neki stvari, postane oprijemljiva. A veš, ko ti recimo vstopiš v lužo, pa priješ v službo, pa rečeš, jo, spet sem stopil v lužo, kako glupo, lej, moje hlače, da izgledaš, res sem, ne vem, neroden. Pa, veš, imaš pa to, 4 dni že nisi spal, ko si tako živčen, to pa ne omenaš. Ne? To je pa zdaj, veš, bojo mislili, da sem šibek.
in potem to žre in te mori in je večje od tebe. Ko pa prideš pa rečeš, zelo sem lužal, pa še spet sem tam po noč hodil po stanovanju, pa mi je razbil srce, namesto da bi spal, veš, tam, kada sem v neki vojni, veš, kar naenkrat si to povlekel, veš, v svet in je to glupo kot ta luža, pa ti delati neko preganjavico, ampak, veš, v hlače se bojo tudi posušile in ti boš pač nekoč spal in zato je ful dober, če lahko o tem govoriš, pa ko se začneš enkrat o tem tudi malo zafrkavati, na nek zdrav način, se mi zdi, da je to absolutno pol korak proti premagovanju, ker če je nekaj realno, se lahko s tem boriš, sploh pa če govoriš o spanju, če kdaj omenjaš kje, da si slabo spal, jaz to zdaj vedno naredim, kadar imam tako noč, ker ti trije takoj povejo, a veš, ko v okolici. Zdaj smo imeli snemanje RTV, veš, bil sem od 7:30 do 15:30 sem bil v službi, ob 4 sem bil na RTV in smo do 9:30 pač bili v studiu in sem prišel tja, spal sem slabo, zato ker sem po noč ob 24 pač se zbudil in takoj začel razmišljati o teh scenarijih in nisem zaspal nazaj. In veš, samo menil sem tako, še eno, ne vem, zdaj pa tletam te neki mažejo to, da ti veš, jaz nisem to navajen in mi tam neko ono pištolo šprica, ti make-up, ne. In jaz to rečem sam tako, zdaj mi podočnjake za kri, ker sem spal, ne vem, 6 ur in takoj tam 2, tako, jaz sem pa 2, jaz sem pa 3, kao, in pa si misliš, veš, pa si rečeš, bila je taka čudna noč, veš, pa si mal nekako sprejet tam tako da, ful dober. Meni je tudi pomagal, tako spomnim se, a veš, da ne naštejem sam teh frendic pa sorodnikov pa tako, sem bila na enem dogodku, kjer je bila tudi ena ženska, ki je direktorica ene največjih evropskih firm. In se midve to pogovarjava pa to, pa je tako razložim, ker sva se že večkrat prej spoznala, pa vmes pač mene ni bilo na te dogodke, z Davidom in razložim, zakaj je pa ona tako prav, a ti povem svojo zgodbo? Pa je tako, kaj ti, a veš, ko si tako res goddess, in je tudi, tako povedala, kako je šla in čez panične napade in čez to obdobje izgorelosti, pa se mi je zdelo, oh my god, po moje v tej dvorani, a veš, ko se ti vsi klanjajo, se nobenemu sploh sanja, ne. In je bil spet en tak moment, kukor, pa se čisto normalno živi, ne samo to, prišla je do mesta, mislim, ker večina sam sanja, ne. To je ful ne vem, to se mi zdi, so taki uvidi, ko malo poslušaš, pa bereš, pa ti je kar lažji. Mene recimo ful všeč, da je Brandon Sanderson, ki mi je kar ljub pisatelj, je imel večkrat povedal, da je, mislim, da 11 romanov, ne pač zgodb, romanov je napisal, preden so mu prvega kupili. Pa zdaj ima milijone prodanih izvodov, pa zelo pač res je en večjih fantazijskih avtorjev. Ampak veš, ko si misliš pismo, tudi on ni, veš, prišel pa bil takoj car, ne. In Stephen King, in spet, če se vrnem na njega, on ima ful dobro knjigo, tudi ki ima svojo zgodbo not autobiografsko mal in piše, kako ni mogel kupiti antibiotika otroku, veš, oziroma pol sta rekla, ne bova šla k pediatru, ker nimava denarja, bova kar sama kupila antibiotik, ker sta bila tako revna, veš, preden je prodal Carrie, njegov prvi roman. In to mogoče je drugo, zdaj kot govoriva, ni neka bolezen, je bolj neka karierna pot, ampak ti da uvid, da se noben ne rodi popoln. Zato, ker velika, veš, nekdo hoče nekaj narediti, nekdo hoče recimo odpreti firmo, pa si reče, zakaj bi jaz to probal, se ne bom nikoli Mark Zuckerberg. Pa tako, veš, od tle do njega je še več stopenj, kjer si lahko zelo v redu. Pa, veš, jaz tako da bi rekel, ne bom pisal fantazije, ker ne bom George Martin. Počas, veš, bod ti zdaj najprej, ne vem, pet en korak naprej, napiš nekaj, kar bo prebral tvoj brat, pa bo rekel, zanimivo je, pol naslednja stopna tvoj, ne vem, sosed, urednik, kdorkoli. Tako da, pa ta direktorica, veš, se ni rodila in bila popolna, in bila največja frajerka. Ja, a imaš zdaj kakšne, si dala zdaj recimo to izkušnjo zelo živo čez, a imaš kakšna pravila ali pa načine, da nekako, prvič, a imaš nek strah, da bi se ponovil, in drugič, kaj si naučila iz tega, da recimo preprečuješ možnost, da bi se kaj takega zgodilo? Ja, ta strah, če dali manj, če dali bolj redek je, ampak je pa vseeno, veš, tako, novembra sem imela vnetje ušes, prvič po dolgem času, mislim, po ne vem, 10-20 letih. In to je pol, en dan prišlo, nisem pomislila, da bi pač poklicala zdravnika, da bi pogledal, če res vnetje ušes. Tako,
toliko sem bila zmatrana, glava me bolela, ušesa, piskal mi v ušesih vse. In kar naenkrat si rečem ti sama pri sebi, aha, pa ga imamo sveta, ne? Pa smo spet tam, a se nisi nič naučila, pa vidiš, pa preveč športaš, pa preveč delaš, pa to, pa sploh ne. Ampak ti sama sebi sem se smila, Davida ni bilo doma, kliter kličem na frendico, ko me že na spit dajla, ne, no, vidiš, pa je konc sveta, jaz bom umrla, pa ona, no, ajde, pa greva spet čez to, ne boš umrla. Ja, tako da se zdaj se smejam, ampak to je bilo nazadnje, tako, ko sem jaz del, aha, pa sem spet zafrkala na vse, ne. No, itak izkaže se, da antibiotiki primajo in ja, vidiš, gre to so svet pa dalje. infektologi marsikaj znamo zrihtati, ne? Pazim pa v smislu, jaz imam ta problem, recimo, da se hitro fizično preteram. To sem se tudi zanjčila z eno punco prek Instagrama pogovarjala, tako mi tudi pri izgorelosti ful pomagala. Pa tako pravi, kako ti ne občutiš, da si izmatrana? Pa jaz tako, ja, dejansko sej občutam, ampak prepozana, ne vem, po športu je se lahko skuram totalno, pa grem pol še tja, pa to, pa imam ful energije. In pol zvečer prav čutam drain, a veš, ki si se preveč skuril, ka pol zaspati ne moreš od tega. In takrat vedno cviknem, tako da pol sem si tudi kupila vup zapestnico, ki ti mer, pač vse od HRV-ja, v tripa, recovery-ja, gor dol. Lih s tem namenom, da se znam ustaviti, a veš, v uni vmesni fazi, ko sem jaz že bila približen ok, pa nisem bila fizično tukaj, ka zdaj, mene je bilo strah športati. Ker vsakič, ko sem se zmatrala, mislim, valjda, če sem tako 2 let praktično nič delala, ker najprej sem bila noseča, pol sem bila izgorela, a veš, če ti 2 let skoraj nič ne delaš, itak vemo, kaj se z mišicami zgodi, ne? Itak sem se čisto zadihala in mi je bilo pol vsakič strah, a veš, sva šla zdaj, vidim tako v easy tenis, jaz tam vsa zadihana, ko mi živim, pa nisem vedela, je to zdaj v redu, da športam ali ni. Tako da sem se ful začela poslušati, mogoče tako malo obsedeno na trenutke in da res se prav ustavim, čim vidim, da nisem ok, tudi 2 tedna nazaj, ali ne vem, ali je bilo to že 3, no par tednov nazaj v glavnem, se mi tudi nekaj luteval, veš, pa te po grlu praska, pa vse, pa vse te boli, ampak nič vročine, v starih časih, nimam vročine, gremo, ne. Zdaj sem se čisto ustavila, skenslala vse sestanke, načela športati, sama sebi se smilila, ker ne moram več delati, ampak sem rekla, jaz bom zdaj pač delala na recoveryju, se pravi joga, dihanje, meditacija, sprehodi, dokler se k sebi ne spravim, če to 2 dni ali pa 3 tedne, v starih časih tega ne bi, veš. Tako da ja, imam ful pazem na to, no. Ja, najbrž, ker v starih časih ne bi verjela, da se ti lahko kaj tazga zgodi. Ja, si itak. predstavljam. Ja. Glede na to, kako ti je šla, v bistvu ta zgodba je čisto taka, ne. Mlada si se zelo srečno zaljubila, pač neka karijera, ki se je krasno razvijala, a veš, brez pretresov v družinskem življenju, zdravi otroci, vse to, tako se mi zdi na papirju, a veš, nemogoče, da se ti kaj tazga zgodi in pol vidiš, da to je važno, da se poslušaš, ne, zelo. In tudi važno je, da veš, da nisi neuničljiv, kdaj se ljudje tako počutimo, jaz se tako počutim, a veš, pa rečem, Ja, sem se definitivno tako počutila prej. si bom sprejel še en projekt, ker pač se imam čas. In sem imel momente, ko me je zaskrbel tudi, in jaz pa, to pa res, kar si zdaj rekla, opazujem se blazno. Opazujem svojo držo, svoje miselne procese, opazujem, kako spim, tako nekako čuječ, až ta check-in telesa in duha vsak dan. In toliko imam srečo, da stvari lahko odpovedujem, a ne, pač ne živim, ne bojo moji otroci ne jedli, če recimo bi danes podcast odpovedal. Seveda težje je v naši službi v kliničnem centru, ker pač če si dežuren, pa te ni, mora nekdo drug biti. Ne more biti nepokrito delovišče in veš, da bojo najprej ti kličeš tam doma, veš, to je glupo, da ti, če si na bolniški, moraš tam klicati, ampak pol, če ne dobiš nobenega, pol bore šef enega določiti in veš, da boš enega potunkal in pol tudi mi greš delati kot zdravnik, pa požreš 2 lekadola, 3 lekadola, jaz imam v službi tam v marci, imam čaj, pa te, veš, praške, paracetamol, da si zmešaš, ker pač ta mala je smrkava, 2 dni kasneje sem jaz, nisem toliko bolan, komod bi odležal, z veseljem, ampak, a veš, pač grem, ne. Tako da to mogoče se moram še malo naučiti od tebe. Ja, ker jaz nimam take službe, kot ti, recimo tako odgovorne, ne? In se spomnim, ker sem se začela vračati, jaz sem terapeutki tako rekla, ja, ampak kako naj, recimo te freelance jobe, ki imam v smislu dizajna, pa product developmenta, veš, ti nisi vezan tako na uro, se zmeniš pač s klientom, dokdaj približen bo, ampak to je
tako obilico časa, veš. Enkrat se bom že sestavljal vmes, ne. Tako, to nisem imela psihičnega pritiska. Kakšni te, ne vem, podcasti, dogodki, vse, kar je bilo pa, ali pa konec koncev tudi pedala, ne. Mislim, dobro, takrat ga še nisem igrala, tenis. Vse, kar je bilo pa točno na uro vezano, mene je psihirala. Jaz sem tako rekla, jaz ne vem, če bom čez 2 tedna v četrtek ob 13 v redu, a ne, kako naj sploh sprejmem ta job, ali pa kako se ne izmenam za tenis, pa pol vsi deskenslajo. In mi je ona ful tako dobro rekla, še tako sem rekla, kaj če, ne vem, se jaz zjutraj zbudim, pa sem čisto zmatrana, ker sem imela taka obdobja, veš, da jaz nisem vedela čez par ur, kako bom, ne. Pa rekla, ja, kaj pa če zbolite? Pa jaz ne vem, če zboliš, pač se nafilaš zdravili, pa je to. Kaj pa če korono dobite? Ja, pa skenslaš. Si v izolaciji, ja. Ja, pa prav, ja, no, zakaj pa ne bi skenslali, če tako niste pripravljeni, a ne fizično. In to je bil meni en tak klik, kakor ja, zakaj so eni izgovori, ti v vseh primerih nisi ready, se ne, da si lem, pa se ti ne da. Ampak vse to, kar sem naštela, recimo tvoje telo ni pripravljeno, da spet govorim v svojem jobu, ki je veliko lažji, a ne, pa nima take odgovornosti, recimo, kakor zdravniški poklic. Zakaj jaz ne bi skenslala tega intervjuja, ali pa tudi, če jaz vodim dogodek. Ja, vem, cela frka bo, mogli se bojo znajdeti, ampak lej, tako pa če bi zbolela, bi isto mogla. In meni je tak, prav padlo mi je eno breme, in v takrat mislim, da se mi je to enkrat zgodilo, pa še to tako, da sem skenslala 3 dni vnaprej, da sem rekla, mene se nekaj loteva, nisem zihar, kaj bo, ni bilo tako last minute, ampak jaz sem videla, da se čist da, veš, fura, da ni treba tako vse. Se to je kdaj, to je neka primerjava, se je dosti morbidna tako, ampak veš, če bi tako recimo padel dol pa umrl, ali pa recimo, da zakrvaviš v možgane in se zbudiš čez 3 mesece iz kome. Recimo. Deva raj to. A veš, vmes bo ta dogodek šel mimo, ne? Ja. A veš, pa dežurstva bojo šla, pa nekaj tebi se zdi, če bom jaz, ne bom jutri funkcionalen, bo šlo vse urit. Lej, svet bo šel naprej, a ne? In v bistvu ljudje kdaj, ne, tudi, kot si rekla, ok, ne, bolj odgovorna služba zdravniška, ampak ni to še bolj razlog, da recimo, če si ti, a veš, v glavi zblojen, nisi spal po noč, imel si stisko psihično, če si bom zlomil nogo, bom klical, pa bom rekel šefu, lej, sorry, ne moram priti dežurati. A veš, da greš ti s 3 urami spanca, ko rečeš, jaz zdaj moram, ker sem odgovoren na urgenco za 12 ali pa 24 ur, to je tudi nevaren za te ljudi, ki pridejo na urgenco. A veš, vsi mi bojo šli na živce, to je idealist, ampak v najhujšem primeru bom pa naredil hude napake. A veš, bom hitel, ne vem, po noč, ko mi bojo klicali, a boš prišel tega pogledati, bom rekel, ne, sej najbrž bo v redu, ne. A veš, na nek način moraš imeti tudi v glavi, da so pač pacienti bolni in da rabijo tebe, ki znaš nekako razmišljati. Pri nas je pač skozi to, ne, nas je pač premalo, a veš, če bi bil 2-krat na mesec dežuren. Ampak kako razumem to, kar si rekla, da te je zastresirali karkoli v urniku opredeljenega, ker jaz takrat, ko sem imel to nespečnost, to se toliko spomnim tega občutka in toliko sem srečen, da je mimo, da smo se, ne vem, jaz sem imel tisto nespečnost, ki by the way je najbolj pogosta vrsta nespečnosti, je, da računaš ure. Do jutra, to sem tudi res, to je najpogostejše med vsemi, da se uležeš in potem čez 2 uri bo sam še 3 ure do, ne vem, zdaj moram čez pol ure zaspati in pol gledaš na uro in to je tako najpogosteje. In jaz sem imel tako, če sem zjutraj nisem imel budilke, pa sem se ulegel, sem mirno zaspal. Če je bilo pa zjutraj neki, je bilo pa to disaster. Jaz se spomnim enega pogovora s šolci, ki smo se imeli za neko seminarsko, kar neki. A veš, faks je bil tak, ne, da včasih ti ni bilo treba iti zjutraj. In so bila neobvezna predavanja. Jaz sem si rekel, če bom dobro spal, bom šel, če ne, pa ne. In pa smo se mi menili, da se dobiti za seminarsko neki to in potem sem ena napisala v chat, da bi se dobilo ob 8. In jaz sem prebral ta stavek in me je stisnil fizično v prsih. Takrat sem jaz pomislil, to mislim, da je bil moment, ko sem rekel, jaz moram začeti pač delati na tem aktivno, ne čakati, da bo boljš. Ker jaz sem prebral stavek od sošolke, a se dobimo ob 8. in me je fizično stisnil, da bi te stisnil, ne pogledaš pa en avto proti tebi drvi na ta način. A veš, prav feeling, ali pa stopaš na robe na stopnici. In jaz sem se bal ure, jaz sem se bal jutro in to sem pol preko čuječnosti in rato trajale pa 2 leti, da sem nekako to, je bilo bolj že prej, ampak da sem lahko rekel, a veš, tudi ta strah pred ponovitvo, da je zginil, da nisem imel skozi v glavi, ko bom pa, ne vem, naslednji mesec bom pa mogoče spet slabše spal in to. Pa meni to pomaga, recimo zdaj, ker sem boljša, ne, to sem tudi s terapevtko prišla do tega, ne sama,
da vem, da bojo obdobja, ki so bolj intenzivna, to ni tako, da zdaj pa je samo luft gledam cele dneve, pa to, a ne. Itak urnik približno vem vnaprej in če vidim, naslednji teden bom jaz komi preživela, se pravi ta teden, kaj si lahko spucam in teden zatem, Kako se lahko? kaj lahko vse Ja, skenslam, a ne. Pač, a veš, se ni, da zdaj pa kar vsi lahko na kavču sedimo pa čakamo, a ne. Ampak tako, da takrat, ko pa veš, da imaš downtime, da si ga pa vzameš, a ne. Tako da to se mi, veš, kaj prej si tega nisem dopuščala. Ja. Se pravi, takrat bom komi preživela, ampak pol pride ponedeljek, klega, ko ima spet 24 ur, ne. Ja. To je važno. Ker ne glede na to, kakšno službo imaš bolj in manj zahtevne čase. Ne. Če imaš samo zahtevne, boš itak konc, ampak boš tudi izgorel. Ne. Ampak tudi pri nas, veš, so dežurstva, ki so lažja, težja, imaš tedne, ki nisi dežuren, imaš tedne, ki si skozi. In meni je to, kdaj je ful tolažba, da čas mineva, a veš, imam tam gužvo, ne vem, temni se mi pred očmi od vsega, ampak kar naenkrat bo pač mimo teh 6-7 ur in bom jaz nekje druge. Ampak pa je pa važno, da ko si tam, da tudi, a veš, da nisi čuječ sam takrat, ko si v rici. Pa razmišljaš, koliko sem jaz bogi, ampak tudi takrat, ko ti je lepo, da si lahko iskreno rečeš, jaz tle sedim na tem ful udobnem stolu v svoji dnevni sobi in se ful dobro počutim, koliko je tle lepo, koliko je življenje lepo. Ne? Da tudi takrat sprejmeš nekako to. Veš kaj, noro dobra mi je bila ta zgodba, pa vidim, da sva govorila dalj časa, kot sem mislil. Mi je bilo zelo, zelo zanimivo in bi zdaj malo obrnil nekako, še gre proti koncu na bolj še kakšno prijetno stvar. Veliko si govorila o Davidu, o družini, vice, da so ti tudi zelo nekako pomagali čez to in me zanima tako malo, kako je življenje, oba sta zelo zaposlena, ima ta dva, kakor razumem, zelo razposajena fanta. Kako imate kakšne pravila glede vzgoje, glede tega, kako funkcionirate? Midva imava tako, mogoče bolj vzgojo v smislu kmečka pamet, tako zelo sva simpel. Intuitivno nekako. Zelo intuitivno. Ampak po drugi strani, kako ne bi opisala, strogo, v smislu, da so jasno določena pravila in meje. Ta permisivna vzgoja, to ni zame. Se mi zdi, da vseeno, živimo v svetu, kjer so okrog nas tudi drugi ljudje, tako da ne more delati vsak stvari po svoje. Pa zelo, ne vem, če jih zelo, ampak trudiva se biti zelo čuječa, ker vseeno se mi zdi, živimo v dobi, kjer imamo na voljo internet in kakor imamo čez ta internet zapovedati, se gor najde zelo veliko uporabnih in zastonj informacij, tudi v knjigah, ampak tako, hočem reči, knjige so za plačati, profili, točno to, tudi na Instagramu. Psihologi in marsikaj, tako. Točno to, In če hočeš informacije dobiti, jih dobiš in sva midva zelo odprta za te stvari, v smislu, da imajo otroci tako jasna pričakovanja, kar se tiče obnašanja, tudi vedno jim tako govorim, postav se v vlogo nekoga drugega. Vem, da sta mehna, vem, pač da imamo star 6 let, starejši 9, 5 let. Oh my God, 5 let je star. Okay. 5 let, ampak vseeno, tako karkoli je, to pa, da probava biti če dalje boljša starša, v smislu, da tudi mi dva, probava otroka razumeti, se postaviti v njegovo vlogo. Ti prideš domov zmatran po celem dnevu dela, pa po možnosti, ne vem, imaš še menstruacijo ali karkoli, si še tako zmučena, sem zmučena. In pol pride k tebi en otrok, ki je bil isto praktično cel dan v službi, ki se reče vrtec, ne. Se pravi, deluje stvari, nekaj on hotel, ampak so mu bile rečene, nič hudega mu ni v vrtcu. Ampak hočem reči, da to je skozi... Mogoče ni imel nikoli možnosti iskreno se odpreti, nekomu, ki mu ful zaupa. Pa tudi fizično je skozi delu po ritmu nekoga drugega, ne. Je šel na sprehod, ko so mu rekli, je šel risati, ko so mu rekli. In valjda mogoče tudi on ni najboljše vole, ne. In je pol opcija, da reagiraš, pač, da siknaš, da nima časa, ne, zmatran sem. Pa še ti začneš, zdaj boš se tle usedel, pa boš to pojedel. Točno, zdaj to pojej, pa misliš, da si, pa nekaj. To, ali pa da se zadereš nazaj in tudi meni kdaj ujde, valjda se nisem robota, ne, večkrat, ne. Ampak se znam upravičiti za to, polka se umirim, recimo, če kaj siknem, ne vem, zdaj pa dosti, ne, pol, ko pomislim, vedno rečem,
sorry, Ja. res, ful ni prav, ampak glej, tudi jaz sem bila zmatrana, ni prav, da sem tako reagirala, bom naslednjič probala boljše. Ne? No in tudi v njuno vlogo se postavim, a veš, brala sem, no se ti to verjetno še bolj veš, da se možgani razvijajo do 23 leta. Ne? Se pravi, ti enemu otroku tam. Zorijo, misliš? Ja, zorijo, zorijo. razvijajo se še naprej, ampak ja, ni še inhibicije, to ja, pri 23 šele je ta sprednji režen, Ja, ki ga lahko sploh inhibira, tako. pa za razuma, veš, kako Ja. boš ti, kako ne razumeš. Ja, dejansko ne razume, ne? Mislim, Ja. pač, ker nima tega racionalnega dela še tako razvitega kamija, ne? Tako da na tem področju, ja, se mi pa zdi, da probam tako biti sočutna, no, da razumem, le tudi on je človek, on je Ja. otrok, predstavljam si, Pa kako... svoj svet dojema, ne? Itak, na nek ja. način. Tako kot si rekla, vrtec, ko so ga komandirali in to je ful, res lepo in važno, da se starš tudi izobrazi. To, kot si rekla, na teh profilih jaz bom dal ene par, ki jih jaz spremljam v opis, tudi zato, ker sem imel pogovor z Ljubico Marjanovič, drugače to bom tudi linkal na temo otrok vzgoje, krasna strokovnjakinja in tam sem omenil da sledim nekim profilom in pa sem dobil ogromno sporočil, katere in vsakemu posebej pol to pišem, bom dal tukaj spodaj. Ampak se mi zdi zelo važen, da, ker določene stvari ne razumeš prej tega, recimo, da on ne zmore kaj, pa ljudje rečejo, kaj me izsiljuje, a veš, on joka po noč, ker me izsiljuje. Otrok sploh ne zna izsiljevati, on pač nima tega termina do ne vem kjerga leta v glavi, on pač se boji, zato te kliče. A ne? Ampak po drugi strani je pa tudi to važno, kot si rekla, intuicija. Ena blazno zanimiva raziskava je, to nam je predavala ena super naša pediatrinja, ki so gledali, ko pride otrok, ki ima lahko sepso. Otrok ima sepso na malo bolj prikrit način ponavadi kot odrasli, ker zelo dolgo kompenzirajo, se reče, tlak. Njim zelo pozno pade tlak, ker imajo srčke pač močnejše, ampak jim je pa to že hudo sranje po domače. In pol so gledali, kaj so nevarnostni dejavniki, ko ti vidiš otroka, da je ogrožen, da je bolan hudo, in so najdeli neke laboratorijske parametre, ne vem, bledica, hitrost dihanja. In eden od zelo zanesljivih parametrov, je bil, če starš reče, on ni v redu. On je bil že večkrat bolan, ampak tokrat je huje. Pa mu ne zna niti pojasniti, samo reče, pač moj otrok je ful bolan. Zelo me skrbi. Ta občutek nekoga, ki gleda vsak dan otroka, da je nekaj narobe, je bil napovednik, da je res ta otrok bil hujš bolan. Pa zdaj seveda nekateri komplicirajo, pa so hipohondri, pa to, ampak nekako to so nam predavali, da kot zdravnik moraš to vzeti resno, ko ti nekdo reče, ja, imel je že uho vneto, pa je bil tak pospan, ampak tak še ni bil nikoli. Takrat v bistvu je to nekaj rdečo. Tako da intuicija je za starše blazno važna. Ja, recimo, tam malo si večkrat že komolček spahnil, ampak, a veš, on si tudi arkade razbil, pa vse je možen. In takrat, ko si je komolč spahnil, se prav spomnim, zdaj mi je preklical ta dogodek, ki si opisoval, to je bilo tako čist brez veze, nekaj je padel, oziroma bolj prevrnil se je vse skupnač. In tako, au, ne. In ta au se kar ne neha, dobro, pa pol malo pozab, pa vidim, da skozi rokico drži, ne. Kaj pa star je bil, ne vem, sploh se ne spomnim, 2 leti po moje. In pol tako se spomnim, čakamo pa se, a veš, on je imel arkado prebito, pa to pa ga je bolel, pa je pol pozabil, pa ko si se dotaknil, ga je bolel, pa čez 3 sekunde pozabil, to pa kar, pa sko, ok, sej bo, pa ga prpnem v avtu, pa spet tako, že kar trzne, a veš, kao da se Janom dotaknila. Pa sko kličem frenda, kaj zdravnik, tole pa ni čista, ne, pa tako, ja, ne, tole za urgenco. A veš, ker recimo verjamem, da so kakšni otroci, pa nič narobe, ampak samo, da se tega zavedaš, ko se pač butne, verjetno pa ga pol še par ur boli, pa pol je tudi navajen, da ga malo boli, pa že tako rokico bolj čuva. Če pa ti veš, da otrok tega ne dela, pa oni nič rekel mami, pa jim k zdravniku, ali pa da bi joko, ali pa karkola. Sam pa, ko se kaj deja, lahko stegneš, pa tako, da je plis, lahko saj probaš, tako, ok, v redu, razumem. To je to, ja. In pa nekako poznaš toliko svojega otroka, da veš. Tako da intuicija je v bistvu zelo pomembna v večjih stvarih v življenju, pa tudi pri starševstvu. Daj mi še za konec povej, ti imaš tudi podcast na svoji strani in me zanima,
tako najprej recimo, koliko knjig približno na leto prebereš, pa če mi lahko daš kakšno priporočilo, če te je kakšna zelo navdušila v zadnjem času, da dava to vekovečiva in še komu dava predlog, jaz zelo rad spodbujam to nekako bralno kulturo. Se mi zdi, da ena knjiga na mesec je tudi, če imaš zelo malo časa, nekako možna, ne? Tako da, evo, izvoli. Ja, jaz rada berem in tako nekako se poistovetim s tem, kar si ti prej rekel, da meni je televizija tako na prioritetnem spisku tam nekje, ne? Tako sploh ne vem, kdaj, gledam tenis, Grand Slame, pa kakšne Masterse, ampak to je tako par ur na mesec, če takrat, ki je sezonsko, ne? Drugače me pa knjiga, ne vem, prav pomiri, tako zvečer, ko greš ta male dva spat, pa odprem knjigo, prav oči se mi spočijo, veš, itak cel dan gledaš v ekrana, ne. Ful imam rada romane, šla sem tudi čez obdobje teh self-help knjig, tvoje so mi super in ta prva, to mi je tako, a veš, da mi je še vedno boljša kakor druga, druga je malo bolj tako strokovna, ali kaj ne rečem. Meni je tudi ljubša, sta pa zelo različni. Čisto različni, ja, in obe sta pač fantastični, bil tako med svoje top knjige uvrstila, ampak druga bolj v smislu, ker mi je pomagala v tistem trenutku, če delava pa all-time spisek, ja, pa bolj ta Adam Kay, pa ta tvoja, pa Sally Rooney. Sally ti je tudi všeč. Sally mi je, po mojem, tako na prvem mestu med pisatelji. Ja, se spomnim, ja. Ja, ker ima tudi, tako kot si tudi ti prej omenil, v njenih knjigah se nič ne zgodi. Če bi mogel obnovo narediti, kaj se dejansko tako v zgodbi zgodi na unih 400 straneh, lahko ti v 2 stavkih povem, ne. Ampak bolj so te, ne vem, pa pridevniki, pa čustva, ker se ti zdi, da si tam, sediš in gledaš, ne, tako da to, njene knjige so mi vse top. Friedrich Bachmann ima trilogijo, tudi roman, tako zelo, mislim, roman ne, zelo realistične, grozne, tako, če si predstavljaš, da bi se to res dogajalo, pa se tudi vse, no, to tudi ful priporočam, tako pač do solz se nasmeješ in zjokaš. Ja, teh knjig je ogromno, no, berem pa tako, po obdobjih, polet ful več. To mislim, da imamo vsi, ja, tam na plaži. Polet, ne vem, kdaj tudi, ko imam cajt, pa tam malih ni doma, si dam ležalnik lepo na travco, pa berem tudi srednjeva. Pozim bolj tako zvečer pa to. Tako da ne morem reči, koliko knjig preberem, ampak ja, jih kar veliko. No. Ja, vse to je mogoče glupo vprašanje. Jaz tudi ne maram tega neka shaminga, kdaj pride na področju knjig, ker recimo kdo končno vzame knjigo, pa začnejo, a boš bral 100 romanov, pa Dostojevski, pa pravo literaturo, pa pusti človeku, že tako ne berejo ljudje, naj bere kar hoče, naj bere nek šund zaradi mene, vse mogoče bo pa pol vzel nekaj, kar je bolj sprejeto kot dobra literatura, visoka, pa tudi če ne, a veš, koliko bere, pa kaj bere, glavno, da vzameš v roko. Se tudi tako kot glasbo, škero glasbo poslušaš, kaj je ena glasba več vredna kot druga. Sem ful rada klasiko, ampak vam rada tudi vse ostalo, no, razen kakšnega heavy metala mogoče. No, jaz sem pa heavy metal ful rad, ne. Ampak to je, vsi vemo, da so bolj pa manj kvalitetne tudi umetniška dela, ampak na neki točki pač, če človek uživa v branju, pa bere nekaj, kar je mogoče glupo nekomu, ki prebere 100 knjig na let, pa vidi tiste lukne v, pogovor, obedani jezik, ne vem, ni toliko Pa kaj, naj on gre nekako po svoji hitrosti, recimo jaz sem imel tudi leta, ker sem prebral po 6 knjig na let, sploh zato, ker jaz imam velikrat čas, ki je dezigniran za branje, pa pisanje isti, in pol, če imam neke ideje ali pa če imam neke revizije za knjige, pač pol ne berem nič, razen svojih tekstov spet in spreminjam, ne, in pol mi pač kdaj zmanjka časa, tako da ja, hvala ti še za te ideje, pa hvala ti res za ta pogovor. Ja, hvala te. Za obisk, vse te linke, veliko sva govorila, je bom to podrobno, počasi poslušal, bom dal še spodi, in spremljajte Ajdo. Upam, da me nikoli več ne šokiraš s kakšno tako objavo. Tudi jaz. O zlomu, če pa boš imela kdaj kakšno tako stvar, pa ne dvomam, da imaš vse, bom rekel, načine v sebi zdaj, da spet še bolj zmagaš. No. Hvala za konec vsem poslušalcem, pa hvala še enkrat tudi pokrovitelju Vitapur, da mi je omogočil današnje snemanje, tudi do njih imate linke spodaj, počekirajte njih, mene, Ajdo, če pa ne počekirate nič, pa imejte vse en lep dan brez telefonov in ekranov in naj bo ta pogovor nekako lepa uvertura v bolj tehnološko tihi večer ali preostanek dneva. Adijo.